To je protislovje. Ne pravita iste stvari. Eden od njiju govori resnico. Eden od njiju pa ne. Neskladja, nasprotujoče si izjave. To je zdaj del preiskave Nolana Wellsa. Slišali boste ljudi, ki sprašujejo, ali kdo laže, kar je glede na poročanje povsem upravičeno. Čas je, da pregledamo vprašanja in protislovja povezana s primerom smrti Nolana Wellsa. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Mislim, da je čas, da naštejemo vsa očitna protislovja, neodgovorjena vprašanja v preiskavi smrti Nolana Wellsa, neskladja, ki jih opažamo. Želel sem vse skupaj strniti, da imate vse tukaj in lahko to razumete. Ali kdo laže? Ali sploh kdo laže? Kdo bi lahko lagal? Kaj se ne ujema? Ne bomo obtoževali ljudi, da ne govorijo resnice, ampak bomo poskušali pokazati razliko v mnenjih, različne pripovedi, protislovja, očitna protislovja. Zdaj govorimo seveda o Nolanu Wellsu, 18-letnem igralcu ameriškega nogometa Southwest Mississippi Community College, diplomantu srednje šole Ocean Springs High, ki je izginil med vožnjo s čolnom s prijatelji na otoku Horn Island, tik ob obali Mississippija med vikendom 4. julija. Dostop do tega otoka je mogoč le s čolni. To je divje območje, ni komercialnega razvoja. To je zelo specifično območje. Po poročilih se tisti dan ni vrnil svojo skupino prijateljev na njihovem čolnu. Njegova družina ga je prijavila kot pogrešanega v noči na 4. julij, potem ko je okoli 23 ure prejela telefonski klic enega od njegovih prijateljev. Torej, prijava je prišla, veste, pozno 4. julija oziroma zgodaj 5. julija. Njegovo truplo so našli na otoku tisti ponedeljek, 6. julija, naplavljeno na obalo. Njegova družina zahteva preglednost. Zahtevajo popolno preiskavo, temeljito preiskavo o tem, kaj se je zgodilo. In kot veste, če ste spremljali naše poročanje, veste, da so najeli odvetnika za državljanske pravice Bena Crumpa. Torej, poglejmo neskladja, poglejmo protislovja. Ena največjih protislovij trenutno je, kaj je Nolan počel? Kakšni so bili Nolanovi premiki tisti dan? Tako je, Ben Crump imel tiskovno konferenco, na kateri so fantje v čolnu trdili, da je Nolan odšel na otok Horn in se odločil pogovoriti z dekletom. Tudi ena od mater fantov, Ashley Cole, je po poročanju WLOX potrdila, da je njen sin to povedal. Njen sin je bil očitno tisti dan z vsemi njimi in je tudi potrdil, da so fantje odšli zaradi težav s čolnom, o čemer bomo še govorili. In to se zdi res, to bom razložil čez trenutek. Vendar je šerifov urad okrožja Jackson povedal, da verjame, da je Nolan ostal na otoku. ABC News poroča, da eden od domnevnih Nolanovih prijateljev, Tristan Shepard, trdi, da je Nolan želel ostati, da bi se pogovoril z neko punco in da bi se vrnil s čolnom drugega prijatelja. Shepard pravi, da sta se tisti dan spoznala in da je to ena tistih stvari. Tisti dan je res deloval, kot da mu je bila zelo všeč, vendar je bilo to edinkrat, ko sta se družila. Zdaj pa je vprašanje, ali je Nolan to res storil. To je torej eno stališče, kaj ne? To je ena zgodba. Toda po besedah Bena Crumpa naj bi to dekle domnevno povedalo, da ji je Nolan rekel, da se vrača na čoln, kot je Crump povedal na tiskovni konferenci. Ne pravijo iste stvari. Eden od njih govori resnico. Eden od njih ne govori resnice. Temu moramo priti do dna. Po poročanju revije People je Nolanova mati, Christine Wansley, govorila tudi s to mlado damo. Christine je v intervjuju za Grio povedala, da me je sprva kontaktirala, a je šlo bolj za pozdrav in slovo. Ta intervju je bil objavljen 14. julija. ABC News trdi, da so poskušali stopiti v stik s to mlado žensko. Oblasti pa so sporočile, da so zaslišale vse, s katerimi je Wells tisti dan prišel v stik. Torej so verjetno govorili z njo, kaj ne? Poglejte, njene identitete ne poznamo. Od nje javno še nismo slišali, vendar vidite to očitno nasprotje glede tega, kaj je Nolan morda storil. Mimogrede, tisti dan javno nismo slišali niti nikogar drugega s čolna ali z otoka, kar še povečuje zmedo. Vsi so zelo molčeči. V redu, samo na hitro. Nočem odvzeti pozornosti temu, ampak imamo res super sponzorja, ki podpira naše delo. In moram reči, nič ne pokvari odlične oprave hitreje kot zlomljen, obrabljen pas. Ampak Anson Belt & Buckle so tukaj, da rešijo dan. Anson je družinsko podjetje, ki je popolnoma na novo izumilo, kako naj pasovi delujejo, odkar so začeli leta 2009. Poglej to zdajle, mornarsko-moder pas. Kje dobiš takšen mornarsko-moder usnjen pas?
Namesto lukenj Anson uporablja mikronastavljiv sistem z utori na vsakih četrt palca. Tako ti pas popolnoma ustreza in se prilagaja s tabo skozi ves dan. Ne glede na to, ali sediš, stojiš ali si na poti, boš videti odlično. Počutil se boš odlično, izgledal boš urejeno. Ta pas je odličen, je moden. Mimogrede, ker so vsi trakovi in zaponke zamenljivi, boš vedno imel pas, ki se popolnoma ujema s tvojim oblačilom. Imajo tudi več kot 40.000 5-zvezdičnih ocen, ponujajo doživljenjsko garancijo. Ker je Anson današnji sponzor, klikni povezavo v opisu ali skeniraj QR kodo, da si sestaviš komplet s še 2 brezplačnima kosoma, zaponko in trakom. Popolnoma brezplačno. To so 3 zaponke in 3 trakovi, ki jih lahko med seboj kombiniraš v 9 edinstvenih kombinacij pasov, vse v eni škatli. Torej, klikni povezavo, sestavi svoj komplet in nadgradi svojo zbirko pasov že danes. Mimogrede, čoln ima težave, zanimivo. V tem ne vidimo nujno neskladja, še posebej po novih poročilih o zvočnem posnetku dispečerskega klica. NBC News je pridobil zvočni posnetek, na katerem se zdi, da Nolanovi prijatelji kličejo na pomoč, ko je bil njihov čoln v težavah. Poslušajte to. Potapljamo se, ali se lahko vsi prosim umirite? Ali so vsi na krovu in sicer v dobrem zdravstvenem stanju? Ja, torej, na podlagi tega kratkega poročila in poročil NBC News ter New York Posta se zdi, da je bilo na čolnu verjetno 7 ljudi. Čoln je imel težave okoli 16 ure. Po poročanju naj bi upravljavec čolna rekel: "Hej, smo na zahodnem koncu Horna in naša kalužna črpalka je prenehala delovati. Želim, da ta čoln spravijo na suho in ga odvlečejo nazaj." Tako naj bi bil čoln odvlečen 3 milje, manj kot uro kasneje pa je pridobil hitrost. Ampak poglej, to še vedno odpira vprašanje, kaj ne? Odpira vprašanje o tem, kje je Nolan. Ustvari tudi neskladje v časovnici. Je bil Nolan na krovu skupaj z vsemi ostalimi? Verjetno ne, glede na časovnico. Čeprav morda reči, da so vsi na krovu, pomeni le, da so vsi na krovu. Ne pravim, veš, da je bil Nolan tam ali da ga ni bilo, če ga ni bilo. Samo pravim, da so bili vsi, ki so bili tam, na krovu. Zdaj je CBS News pridobil tudi podatke GPS od oddelka za morske vire Mississippija, ki so sledili premikom čolna. Tudi to je pomembno, ker pravijo, da so te informacije pridobili prek zahteve za dostop do evidenc. In po poročanju naj bi plovilo zapustilo pomol približno ob 9:56 tistega jutra in prispelo na otok Horn ob 11:14. Po podatkih GPS-a je čoln zapustil otok Horn. Ob 16:31 popoldne se vrnil na izhodiščno pristanišče in nato zapeljal v Fort Bayou okoli 17:52, preden se je ob 18:06 vrnil na pomol. Kasneje tistega večera je čoln ob 19:19 odšel do rampe za spuščanje čolnov v Fort Bayou, nato pa potoval po kopnem, kar bi nakazovalo, da ga je vozilo odvleklo do lastnikovega doma. Da postavimo to v perspektivo in zakaj je to pomembno, Ben Crump trdi, da so Nolana nazadnje videli na otoku ob 15:00. Ponovno, po besedah Ashley Cole, matere, njen sin, kaj ne? Mimogrede, ona je lokalna sodnica. Pravi, da njen sin trdi, da je Nolana nazadnje videl okoli 15:00 na otoku. Njen sin pa je odšel ob 16:30. Zdaj, nismo nujno opazili neskladja glede tega, kdaj je bil Nolan nazadnje viden. Vendar je to nekaj, kar si je treba zapomniti, kaj ne? To je eno od tistih odprtih vprašanj. In poročilo DMR, ki ga je pridobil CBS News, je pokazalo, da lastnik čolna, njegova mati in še ena oseba, ki je bila z Nolanom, sodelujejo v preiskavi. Videli bomo, ali se bo časovni okvir spremenil, vendar je to eno od vprašanj, spet glede Nolanovih gibanj. Največje neskladje tukaj pa je, da Nolanova družina pravi, da to ni značilno za Nolana. Zanj ni značilno, da bi ostal zadaj in zapustil svojo skupino prijateljev. Njegov oče, Elmore Wansley, je za GMA, Good Morning America, povedal: "Vedno smo ga učili, da če greš s skupino, ostaneš s skupino. Če greš s 5, se vrneš s 5. Ne ločuj se od skupine, ker sem vedno govoril, da je v skupini varneje." Torej je vedel, da mora ostati s skupino. Zakaj bi se torej ločil od skupine? Ne vem. Ko so to rekli, me je to takoj odbilo. Ampak se mi je porodilo vprašanje. Vem, da tega ne bi naredil. To mu pridigam vsak dan. Lažete mi. Zdaj je bilo tudi precej veliko prerekanja o tem, ali se je sploh vrnil na čoln, nazaj na kopno. Ker se vse vrti okoli te fotografije zabave. Fotografije, ki naj bi, domnevno, prikazovala Nolana na tej zabavi ob bazenu zgodaj zjutraj 5. julija. Torej,
Z drugimi besedami, če temu verjamete, bi bila ideja naslednja. Zapustil je čoln, prišel na kopno, šel na to zabavo, nekako umrl, bil na to pripeljan nazaj na Horn Island in na to najden mrtev ter naplavljen na obalo. Mislim, to bi bilo verjetno tisto, kar se je zgodilo, kaj ne? Težava je v tem, glejte, Ben Crump je celo očitno delil to fotografijo, spet, za katero ljudje verjamejo, da prikazuje Nolana na tej zabavi. In po poročanju New York Posta je Crump to fotografijo objavil na družbenih omrežjih. In to je bila objava, ki jo je Crump razširil. To je bilo z računa, imenovanega Chanel Tarot TV. Ljudje govorijo. Poslušajte, ne vem, ali gre za dejstva ali govorice, ker uradne izjave še niso bile potrjene. Včasih moramo slediti vsem namigom, dokler ne najdemo resnice. Tukaj je, kaj so sinoči odkrili na družbenih omrežjih. Obtožbe na družbenih omrežjih trdijo, da obstaja fotografija Nolana na zabavi ob bazenu na Kopnem v okrožju Jackson pred 1:00 zjutraj 5. julija. Toda neskladje, protislovje, Shepard, prav, ki sem ga omenil prej, domnevni Nolanov prijatelj, je rekel, da ta fotografija ni iz 5. julija, ni bila iz tistega vikenda. Dejansko je bila z zabave 27. junija v mestu Past Christian v Mississippiju. Rolling Stone je poročal, da je bila fotografija posneta ob 23:58. Tisto noč junija, pri čemer je medij potrdil, da jim je druga oseba zagotovila metapodatke za to fotografijo in druge fotografije s tiste noči. Torej, Ben Crump je bil o tem vprašan, kaj ne? Ben Crump je bil o tem razvoju dogodkov vprašan na tiskovni konferenci ta teden in je nekako prešel v obrambno držo. Rekel je, jaz nisem delil fotografije, samo ponovno sem jo objavil. Vse ponovno objavljamo, naj bo jasno, vse ponovno objavljamo, ker poskušamo ljudi spodbuditi, da se javijo in pokličejo. In zato smo od začetka govorili, da smo v silovitem iskanju resnice. In zato stvari tam zunaj poskušamo objavljati. Sprašujemo ljudi, ali veste kaj o tem, sporočite nam. Samo zato, ker nekaj ponovno objavimo, še ne pomeni, da smo to preverili. Bilo je veliko neskladij, protislovi in različnih pripovedi o tem, ali je prišlo do pretepa ali spora. Torej, Ben Crump je omenil, da na družbenih omrežjih kroži video, posnet na otoku Horn Island ali v njegovi bližini, v katerem naj bi, kot se zdi, trdil, da bi lahko slišali Nolana. Da bi ga lahko slišali reči, citiram, daj mi moj prekleti telefon, kaj za vraga počneš? Na tiskovni konferenci so ga vprašali, poglejte, kako veste, da je to Nolanov glas? Po poročanju naj bi Crump povedal, da je več ljudi prepoznalo, da je to Nolanov glas. Toda po poročanju ABC News, Nolanov prijatelj, gospod Shepard, trdi, da ni bilo nobenega spora in da Nolan ni bil vpleten. Shepard celo pravi, da Nolan sploh ni v videoposnetku. Dejal je, citiram, to sem jaz, ki kričim. V tistem videoposnetku ni bilo govora o telefonu. Nolan ni bil na otoku. Shepard pravi, da je šlo za pretep z neznancem. Shepard je za Rolling Stone povedal, to niso bile Nolanove besede, bile so moje. Razumem, da si vsi želijo pravice za Nolana. Vsi želijo natančno vedeti, kaj se je zgodilo. Zdaj so Crumpa o tem ta teden vprašali na drugi tiskovni konferenci in rekel je, to nam je povedala priča in to smo tudi objavili. In potem se je oglasila še ena priča in rekla, ne, to je bil njegov glas. Imamo še druge priče, ki so povedale, da je bilo še več prepirov. Poskušamo vse to razjasniti. Imamo strokovnjake za zvok, ki to preučujejo, vendar vemo, da so nekateri rekli, da je bil to on. In so tudi nekateri, ki pravijo, da to ni bil on. Mimogrede, tudi glede Nolanovega telefona ni jasnega soglasja. Ben Crump je na tiskovni konferenci prejšnji teden dejal, citiram, kateri najstnik bi pustil svoj telefon, če bi nameraval ostati na tem otoku? Kateri najstnik ne bi vzel svojega telefona? To se sploh ne ujema. In poročali so tudi, da je poudaril, da družina očitno verjame, da so bili podatki in sporočila na tem telefonu, na Nolanovem telefonu, morda izbrisani. In verjamemo, da je družina dejansko pridobila njegov telefon od Nolanovih prijateljev s pomočjo aplikacije Life 360. Toda Nolanov prijatelj, ponovno, gospod Shepard, je za ABC povedal, da ni nenavadno, da ljudje pustijo svoje telefone v čolnih. Shepardov stric, ki je tisti dan očitno vozil enega od čolnov, je to potrdil. Shepard je rekel, citiram, vsi naši prijatelji so tam zunaj, s kom komuniciramo in smo v slani vodi, nismo v sladki vodi. Ko je Nolan šel v vodo, je svoj telefon odložil na armaturno ploščo čolna skupaj s približno 15 drugimi telefoni.
In to je še ena posodobitev, mimogrede, medtem ko poskušamo priti do resnice o telefonu. Izvedeli smo od Bena Crampa, da bo Nolanov telefon podvržen skupnemu pregledu tako državnih preiskovalcev, kot tudi strokovnjakov družine. To bi lahko spremenilo potek dogodkov. To bi bilo zelo zanimivo. To je nekaj drugega, kaj ne? Skupni pregled. O tem sem govoril z odvetnikom Tylerjem Baileyjem. Poglejte si. Zelo nenavadno je, da bi družini žrtve skupaj z njihovim odvetnikom dovolili sodelovati z organi pregona pri pregledu mobilnega telefona. Podatki. To je res bistvo eden ključnih dokazov v tem primeru. Mislim, da se to ne bi zgodilo brez vsega govora, ki poteka po državi o tem, kako je ta preiskava potekala. In to kaže, da obstaja nekaj nezaupanja med družino in organi pregona tukaj. Torej bi morali biti prisotni tudi nekateri forenzični strokovnjaki za pridobivanje podatkov strani države. In verjetno bo prisoten tudi neodvisni strokovnjak, ki ga ima pisarna gospoda Crampa, skupaj z državnim tožilcem ob istem času. Na ta način lahko vsi hkrati vidijo, ali so vsi podatki pridobljeni in se prepričajo, da nič ni izpuščeno. Ker je tukaj velika težava v tem, da je bilo zgodaj objavljeno, da ni bilo kaznivega dejanja in da so dokazi iz mobilnega telefona, ki jih je družina prejela, mislim, nekaj dni potem, ko je Nolan izginil, ali pa tisto noč, ne spomnim se točno časa, in potem manjkajoča besedilna sporočila in podatki iz Snapchata. In s tem, ko dovolijo skupne strokovnjake ali skupno pridobivanje podatkov hkrati, bo to pomagalo družini, da se počuti bolj pomirjeno. Če vemo, da so vsi podatki pregledani in niso obravnavani po delih, saj sem pogosto videl primere, kjer je bil vpleten mobilni telefon. Podatki, ki so bili pridobljeni, in država reče, no, to so druge informacije, informacije so izbrisane, ne moramo jih dobiti. Ampak to ni običajno, saj lahko forenzični strokovnjak vidi, kaj je bilo izbrisano, kaj je bilo spremenjeno v podatkih. Zdaj bi rekel, da je očitno največje neskladje, največje vprašanje, ki ga imamo trenutno, največja skrivnost, kako je umrl Nolan. Kaj je bil vzrok smrti? Poglejte, v tem trenutku rezultati uradne obdukcije države, torej tiste iz laboratorija državnega medicinskega izvedenca Mississippija, še niso bili objavljeni. Očitno čakajo na rezultate toksikoloških preiskav, ki jih morajo še pridobiti. Tudi rezultatov neodvisne obdukcije, ki jo je naročila Nolanova družina preko Bena Crampa, še nimamo, pri čemer naj bi bilo Nolanovo telo odpeljano v Washington, D.C. Ben Cramp je dejal, da je zamuda posledica odpovedanih letov. Zdaj, v epizodi, kjer govorimo o nasprotjih, če se ti dve obdukciji ne bosta ujemali, če bodo rezultati neskladni, bo to predstavljalo težavo. Ben Cramp je Donald Lemonu povedal, da bo neodvisna obdukcija ugotovila, citiram, ali je imel kakršnekoli telesne poškodbe poleg utopitve. Tako o tem razmišlja upokojeni detektiv Matt Irvine. Ni nenavadno, da je v primeru upravljenih več obdukcij in ni nenavadno, da se medicinski strokovnjaki ne strinjajo. In še manj nenavadno je, da se znanstveniki ali drugi ugledni strokovnjaki ne strinjajo glede interpretacije dejstev v primeru. Sama obdukcija, vsaj predhodna obdukcija, tako uradna kot zasebna, ki jo je naročila družina, bi morala biti zdaj že zaključena ali pa bo zelo kmalu. Vendar so še dodatni koraki, kot je na primer toksikološka analiza, ki lahko spet traja dodatne tedne. Torej, bo to trajalo nekaj časa. Mislim, da bodo poleg skupine prijateljev, ki so šli na otok z gospodom Wellsom, verjetno identificirali še dodatne morebitne priče. Ti razgovori lahko trajajo dodatne dni in tedne. Verjetno bodo morali opraviti ponovne razgovore, saj bodo med pridobivanjem informacij od ene osebe morali iti nazaj in pojasniti ali potrditi informacije pri nekom, s katerim so že govorili. Tako da mislim, da govorimo o nekaj tednih, tako za preiskavo šerifa okrožja Jackson, kot tudi, upajmo, za neodvisno preiskavo, ki jo zahtevata družina in gospod Cramp. Upam, da ne bo trajalo veliko dlje od tega. Težava pri takšnih primerih je, da včasih, tudi ko so vse informacije zbrane, še vedno nimaš jasnega odgovora. Mislim, na primer, če ugotovijo, da se je utopil, to je vzrok smrti. Ni pa način smrti. Lahko se utopiš po nesreči, lahko se utopiš zaradi samomora, lahko se utopiš zaradi umora. Tako se lahko zgodi, da bomo na koncu imeli vse podatke, pa še vedno ne bomo imeli odgovora, ki bi zadovoljil žalujočo družino ali druge ljudi, ki jih skrbi, kaj se je zgodilo.
ker forenzični dokazi ne bi bili tako jasni, da bi nakazovali, kako se je nekdo utopil, kaj ne? Mislim, kako bi to lahko pokazali? Razen, če ne bi bilo kakšne topotravmatske poškodbe ali kakšnega dokaza, da je bil, veste, zadržan pod vodo ali potisnjen v vodo ali kaj podobnega. Zelo težko bi bilo vedeti. Točno tako. In tudi, če so na njegovem telesu kakšne poškodbe, bi glede na poškodbe lahko bile povzročene strani druge osebe ali pa zaradi tega, ker je bilo telo v močnem toku. Veste, še uradnega zaključka ali soglasja ni o tem, kdaj ali kje je Nolan umrl. Je umrl na kopnem? Je umrl v vodi? Je umrl v čolnu? Njegovo telo so 60. julija našli v vodi pri otoku. In še vedno ostajajo vprašanja, zakaj ga niso našli prej. Ben Crump je na prejšnji tiskovni konferenci dejal, citiram, izginil je 4. julija, pravijo pa, da bi moralo biti njegovo telo tam že 5. julija. Zakaj se ni pojavilo do 6. julija? To je ena tistih stvari, ki se preprosto ne izidejo. Zdaj, o tem sem vprašal Briana Thrasherja iz United Cajun Navy. Bil je del iskalne akcije za Nolana. Bil je tam, ko so našli Nolanovo telo. On je v zraku. Zdaj upoštevajte, da je bilo to na začetku, ker Nolanovo telo še ni bilo uradno identificirano. Ampak poglejte, kaj je povedal v tem zgodnejšem intervjuju. Samo da nekaj pojasnim, zakaj trupla niso opazili prej. Mislim, da lahko vam povem, da sem začel preletavati otok, del otoka, kjer je truplo naplavilo, približno ob 6:30 zjutraj. In verjamem, da ga je opazil čuvaj parka ob 8:45. Verjamem, da ga je naplavilo prav v tem časovnem obdobju, ker smo leteli po dolgi mreži sever-jug. In mislim, da ga je preprosto naplavilo čuvaj parka, pa je opravljal svoje običajne jutranje obhode. Glede na situacijo sem prepričan, da so bili tudi nekoliko bolj pozorni in verjetno bolj previdni na otoku, saj so vedeli, kaj se je zgodilo in kaj se dogaja. Ja, povedali so mi, da je bilo okoli 8:45, ko je čuvaj opazil truplo in to prijavil, ker sem videl dolgo vrsto reševalnih čolnov, ki so prihajali z juga proti severu. Oprostite, peljali so se jugozahodno proti severozahodnemu koncu otoka. Moje mnenje je, da ko je šel v vodo, kakorkoli je že prišel v vodo, ni šel daleč, preden se je zaradi tega utopil. Potreboval je le nekaj dni, da ga je tok zanesel nazaj proti jugu, na konec otoka, na isti konec otoka, kjer so ga nazadnje videli. Če bi šel veliko dlje ven, bi ga verjetno posrkalo v kanal in odneslo precej bolj proti jugu, proti otočjem Chandelier. In mislim, še en razlog za neskladja, oziroma morda razlog, da družina sodeluje z neodvisno ekipo in preiskovalci, ki vodijo neodvisno preiskavo, je ta. Organi iz šerifovega urada okrožja Jackson in drugih agencij so sprva povedali, da ne sumijo kaznivega dejanja. Postavlja se vprašanje, ali je prezgodaj to reči. Zakaj so to rekli? Poglejte, šerif je nakazal, da na Wellsovem telesu ni bilo poškodb, ki bi kazale na umor, da je videti, kot da se je utopil. Vendar je to povedal, še preden so bili objavljeni izsledki obdukcije. Tudi mrliški oglednik je povedal, da še ne bo ugibal. Mimogrede, to poročata revija People in ABC7. Zanimivo je, da je WLBT3 poročal, da se je guverner Mississippija Tate Reeves pridružil razpravi in prvič komentiral ta primer ter dejal: Kar bom preprosto povedal je, da ne poznam vseh podrobnosti. Ne poznam vseh dejstev v zvezi s tem primerom. Še nisem videl nobenega dejstva ali dokaza, ki bi nakazoval na kakršnokoli kaznivo dejanje. Ampak, če kaj takega obstaja, sem prepričan, da bodo šerifov urad, urad državnega tožilca in člani oddelka za javno varnost, ki se ukvarjajo s temi kaznivimi dejanji, če bi do katerega prišlo, to našli in storili, kar je potrebno. Ampak poglejte, govorimo o neskladih. Družina ima pomisleke, da se tukaj morda dogaja še kaj drugega, kar odpira vprašanja o tem, kdaj so ga našli, zakaj je šel sam, brez telefona, pa tudi, kako ga nihče ni mogel videti. Če je otok poln ljudi, če se je utapljal, ga nihče ni videl, nihče ni prišel pomagati. Prav tako poudarjajo, da je bil športnik. Bil je, citiram, v vrhunski formi, znal je plavati. In tukaj se dogaja več stvari hkrati. Torej, ne samo, da družina išče odgovore in preiskava poteka naprej, ampak je to tudi zaskrbljujoče. TMZ poroča, da je urad FBI v Jacksonu sporočil, da pregleduje grožnje, povezane s preiskavo Nolana Wellsa. Ne navajajo, kakšne grožnje so bile, kdo jih je prejemal, na koga so bile usmerjene, vendar je FBI navedel, citiram, da ta prizadevanja potekajo vzporedno z neodvisno preiskavo okrožja Jackson.
Po poročanju WLOX je šerif Ledbetter, šerif John Ledbetter iz okrožja Jackson, povedal, da FBI pomaga tudi pri pregledu digitalnih dokazov v tem primeru. In da dodam k tej morebitni neskladnosti glede tega, ali je šlo za kaznivo dejanje ali ne in kdo naj bi bil vpleten ali ne, je po poročanju ABC News gospod Shepard povedal, da so preiskovalci govorili z njim in njegovimi prijatelji ter poudaril, da imajo raznoliko skupino prijateljev. Povedal je, da so on in njegova skupina prijateljev, odkar so našli Nolana, prejemali grožnje s smrtjo. Da je želel spregovoriti, da bi razjasnil morebitne napačne informacije in povedal, da niti on, niti njegova skupina prijateljev nimajo nič opraviti z Nolanovo smrtjo. Da zavrača idejo, da bi bila rasa del tega, glede na to, da je Nolan Wells temnopolt, zdi se, da je bil obkrožen s samimi belci. In citiram: poskušajo ustvariti zgodbo, ki ne obstaja. Moti se. Razumem, da sta Nolanova starša v žalovanju in res mislim, da je to nekoliko izkoristil. In to mi ni všeč. Res mi ni, ker sta ranljiva. In Shepard je prosil vse, naj se sprostijo in dovolijo vsem, da žalujejo za Nolanom, ter naj se ga spominjamo kot prijaznega fanta, kakršen je bil, in ne kot nekoga, ki se ga bojimo zaradi travme, ki smo jo doživeli. Če Ben Crump izvaja svojo lastno preiskavo, naj jo izvaja. Potem pa naj šerifov urad zaključi svojo preiskavo in ugotovi dejstva na svoji strani. Dovolite nam, da vsi skupaj izvemo resnico, namesto da prehitro sklepamo o stvarih. Nismo naredili nič narobe tukaj in ne razumemo, zakaj prejemamo toliko sovraštva. Vsi smo skrbeli za Nolana in ga imeli radi. Nihče ni želel, da bi Nolan umrl. Nihče ni želel, da bi mu bilo življenje tako prezgodaj vzeto. Vem samo, da sem izgubil svojega najboljšega prijatelja. Wells je bil nekdo, s katerim se je bilo takoj lahko sproščeno pogovarjati. Nihče v naši skupini prijateljev ne bi nikoli prizadel Nolana. Za njega bi dali življenje. Za tega fanta bi naredili vse, kar je v naši moči. Če bi kaj potreboval, bi to naredili. Nolan nas je vse združil. In lejte, zdaj vemo enega od možnih naslednjih korakov, da bi lahko bil ta primer predstavljen veliki poroti. Ben Crump je to napovedal na tiskovni konferenci, ko je povedal, da se je družina srečala z okrožno tožilko okrožja Jackson, Angel Myers McGrath. In glavna ugotovitev z tega srečanja je bila, da je tožilka, po njegovih besedah, dejala, da bodo primer predali veliki poroti za morebitno vložitev obtožnice ali obtožb, ko bo šerifov urad končal preiskavo. Da bo jasno, to pa še ni zagotovilo. To ni zagotovilo, da bo primer predstavljen veliki poroti. Prav tako ni zagotovilo, da bo velika porota izdala obtožnico. In mimogrede, niti ne pravimo, da bi šlo za obtožbo zaradi povzročitve smrti. Nekdo bi lahko bil obtožen kaznivega dejanja, ki ni neposredno povezano s Nolanovo smrtjo, na primer prirejanje dokazov ali laganje policiji. Ne pravim, da se je to zgodilo, ampak vam samo dajem nekaj v razmislek, ko govorimo o možnosti velike porote. Če se vrnemo k šerifu Johnu Ledbetterju, je za ABC povedal: mislim, da je pomembno, da si ne postavljamo časovnice, da se ne prehitevamo, vendar pa menim, da je pomembno, da smo temeljiti pri zbiranju vseh dejstev. To si družina zasluži. Ima prav, to si družina res zasluži. Ampak poglejte, ne vemo, kaj se je zgodilo z Nolanom. Ne vemo, kaj je počel po 15 uri. Ne vemo, ali je umrl v vodi, na kopnem ali na čolnu. Ne vemo, ali je bil kdo vpleten ali obstaja kazenska odgovornost. Ne vemo, ali je kdo posegal v njegov telefon. Ne vemo, kdo govori resnico ali ne. Vem pa, da bomo spremljali to zadevo in videli, kako se bo razvijala. To je vse, kar imamo za vas trenutno tukaj na Sidebarju. Hvala vsem, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC Peacock. Če me želite spremljati, X, Instagram, moja oddaja na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 23 uri po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.